Hvala lepa za besedo, hvala lepa za povabilo, gospod dr. Zver. Jaz moram reči, da sem moj poklon poznavanju slovenskega kmetijstva, poznavanju tudi trendov, pa tudi namena same skupne evropske kmetijske politike. Gre namreč za to, da se mi zdi, da velikokrat gre ta pomen kmetijske politike mimo nas, predvsem zato, ker imamo polne police. Pa mislimo, da je to samo po sebi umevno. Jaz sam menim, da ni tako, da nekako živimo v nekem lažnem prepričanju, kako bo to vse teklo, kako teče. Se spomnim mogoče samo kakšno leto po pol nazaj, ko so stavkali italijanski prevozniki. Nič ni bilo narobe na trgu kmetijskih izdelkov in hrane. Vse je normalno teklo. Pa samo zato, ker niso mogli v velike trgovske centre pripeljati takrat na tisto uro ali pa na tiste pol dne določenih količin hrane, da panika po celi Italiji. Vete, kako je ta oskrba s hrano ranljiva? Samo en tak banalen razlog, da ne govorimo potem o naravnih nesrečah, o spremembi klime, da ne govorimo o nekih boleznih in o vsem tem, kar se pojavlja v tej globalizirani kmetijski sferi. Tako da tukaj je zelo velik pomen in jaz sem zelo vesel, da si je dr. Zver odločil, da eno svojih javnih tribun nameni prav kmetijstvu in problematiki mladih. Tako da se kaže tudi, da je nekako se zaveda pomena, ki ga ima preskrba z hrano, tudi v tem globaliziranem svetu, kot rečeno, ko mislimo, da je vsega dovolj in se zaveda, kako je ta zadeva lahko tudi ranljiva. Zdaj, ko govorimo o skupni evropski kmetijski politiki, je seveda vprašanje, ki je prvo na mestu pri kmetih. Zakaj denar za skupno evropsko kmetijsko politiko? Kmetje bi marsikdaj rajše, da imajo svoje pridelke plačane tako, kot je treba na trgu, takrat, ko proda mleko, živina, ne vem, druge pridelke, takrat dobi za svoj pridelek svoj denar in to je to. Jaz moram reči, da je kar veliko tudi administrativno breme, da peljemo vse te ukrepe. In Slovenija je ena od držav, ki se je prilagodila, ki je zelo hitro osvojila ta del in je tudi črpanje evropskega denarja za te kmetijske namene zelo dobro. Medtem, ko recimo na nekih drugih sferah, na področju infrastrukture in na teh drugih področjih je črpanje denarja kar problematično in je škoda, da Slovenija v bistvu ne porabi tega denarja. V kmetijstvu kar nekako to gre. Seveda, kot sem rekel, vprašanje je, zakaj je tega treba. Dejstvo je, da živimo v tem globaliziranem svetu in tukaj je največji problem, da iz drugih držav, tako kot je prej že ugotavljal dr. Zver, prihaja poceni hrana, ki je velikokrat vprašljive kakovosti, vendar je na našem trgu, izpolnjuje tiste osnovne standarde in to je to. Da bi se stara celina nekako zaščitila pred to poceni, poplavo poceni manj kvalitetne hrane pripeljane čez oceane, je nekako bila prisiljena uvesti te ukrepe, da zato, ker na globalnem trgu pač ne smemo presegati nekaterih cen, potem ščitimo lastno pridelavo na ta način. Lepo se sliši v okviru Evropske unije. Vendar ta koncept seveda ima za Slovenijo tudi kar nekaj pasti. Res je, da ta denar dobimo, res je, da v bistvu take kmetijske države, kot smo mi, tudi Avstrija je blizu tega, tudi Bavarska, recimo, če vzamem samo ta del, je blizu tega, ko ima težke pridelovalne pogoje, še vedno dobi iz te mize drobtinice. Največji prejemnik kmetijskih subvencij je angleška krona. Za svojimi hektarji površin. Z drugačnimi pridelovalnimi pogoji. Tako da je to en vidik. Drugi vidik, ki je zelo pomemben, je, da se ne sme Slovenija kot država nekako jadrati na tem, vse imamo vsega, če nečesa ne bomo pripeljali od drugod in to tisti seznam, ko ga je prej povedal dr. Zver, kje smo dobri, kje imamo približno samo oskrbo, jaz bi tam zraven dodal še edino perutninsko meso.
Vsega ostalega nam manjka. Poglejte, recimo, primer zelenjave, ki je tudi izpostavljen. Mi smo tam nekje pod 30%, pa imamo pogoje. Pogoji so tukaj in tukaj bi izpostavil prav to regijo, vašo, tukaj je, pa še mogoče Dolenjska zraven, tukaj vse zadeve odpirajo, grejo na boljše, pridelava zelenjave je kar uspešna in slovenski trg, če spremljate zdaj v letošnjem letu, bilo kar nekaj naporov strojenih, zelo dobro sprejema to v Sloveniji pridelano zelenjavo, tudi za višjo ceno. Ljudje se zavedajo že, kaj kupujejo in so pripravljeni tudi nekaj narediti za to. Tako da to so te stvari in jaz mislim, da ko govorimo o tej skupni evropski politiki, ja, super, razmišljamo globalno, super, prilagodimo se vsemu temu, vendar delajmo pa lokalno. Še vedno imamo tisto v zavesti, kaj pomeni prehranska varnost. In kaj pomeni varna hrana? Glejte, nek dioksinska afera. Poglejte si bolezen norih krav. Nič posebnega ni bilo, pa je nas ravno tako odplazilo. Pa Slovenija ni imela popolnoma nič s tem. In se pravim, da ne bom našteval naprej. Tako da ta del, potem zdrava hrana, še vedno je v Sloveniji je velik delež pridelave tak, da bi ga, če bi delali certifikacijo na drugačen način, kot jo delamo, oziroma vemo, pri ekološki pridelavi imamo določene tudi še druge zahteve, ni samo kvaliteta hrane in ta zdrav proizvod. Večji del slovenske pridelave bi lahko uvrstili v področje kakovosti, kot je imaš ekološko pridelana hrana, kot je mnogi. Večji del. In nadalje, ko govorimo o problemu intenzifikacije kmetijstva tudi v Sloveniji, se moramo biti, včasih smo nekritični sami, Slovenci, pa govorimo, kakšne probleme imamo, povzevamo zadeve od drugot iz res kmetijsko razvitih držav, govorimo o tem, kako imamo zemljo problematično zasičeno s pesticidi, govorimo o tem, kako imamo probleme z agrozijo, vsega tega skoraj ni. In v Sloveniji je bistveno večji problem to, da se nam kmetijska zemlja opušča, da opuščamo pridelavo, da se nam zaraščajo površine, kot to, da imamo nekatera območja, vzemimo tukaj, ne vem, nekatera polja, Dravsko polje, ne vem, Kranjsko polje, mogoče še nekatera druga območja, ko so res kmetijsko razvita in tam bi se lahko res pogovarjali o nekaterih neželenih učinkih te kmetijske dejavnosti. Vse ostalo je pa še vedno zelo, zelo ohranjeno. In jaz mislim, da tudi ta skupna kmetijska politika gre v to smer, da ta del ohranjamo. Ob tem pa seveda, tako kot je bilo tudi že rečeno, še enkrat tudi jaz poudarjam, ni zadosti samo pridelati, treba je prodati in seveda na trgu je treba ljudi osveščati, da bodo vsega po proizvodih, ki so pridelani doma. Tukaj pa seveda je kar nekaj težav. Zakaj se ne pojavljajo, recimo, imamo obdobja v Sloveniji, kot prej sem omenjal vrtnarstvo. Ko imamo zelo malo pridelave vrtnarstva, zelo malo vrtnin pridelamo sami, pa še tistih skoraj v določenih obdobjih ne moremo prodati. Zakaj? Zaradi tega, ker nimamo organiziranega trženja, ponudbe. Neka velika trgovska mreža hoče imeti kamione in kamione, ne vem, ko govorimo o paradižniku. Mi ga nismo sposobni neko daljše časovno obdobje nuditi. Trgovci se organizira zadevo vozi iz Italije in potem tiste 3 tedne, ko bi ga mi ponudili, takrat njemu samo motimo ustaljeno tržno pot, ki jo imamo preko celega leta. In mi moramo na tem povezovanju narediti več, da bomo sposobni na daljše časovno obdobje pač ponuditi slovenskemu potrošniku našo hrano. In tudi trgovci bodo takrat seveda drugače pristopali k zadevi. Tako da tudi sami imamo kar nekaj žal, je pa res, da je prva je zavest in kar se tiče tega, se mi zdi, da nekako po inerciji je še slovenski narod prepričan tudi, da je naša hrana dobra, je pa nažalost veliko in nažalost še dalje več ljudi, ki kupujejo predvsem s tem, kar je cenejše, zato ker nimajo denarja. In nažalost gremo kot družba v to smeri. To ni dobro niti seveda za vsakega posameznika, niti za družbo kot celoto. Tako da na te zadeve bi rad opozoril, mogoče še en del, če namenim temu področju mladih. Moram reči, da se kar precej ukvarjamo s to zadevo, tudi z mladimi vsa leta kot služba dobro sodelujemo. Jaz moram reči, da tudi v tem zadnjem obdobju
so zelo aktivni, odpirajo vprašanje, odpirajo teme, ki so relevantne, ki so dejansko pomembne za prihodnost. In ena od teh tem je seveda tudi, kako bo novo obdobje skupne evropske kmetijske politike spodbujalo prenos kmetij na mlade. Glede, v Sloveniji je problem ta, da imamo na enega kmeta, nosilca kmetijskega gospodarstva, ki je mlajši od 35 let, 14,5 kmetij nosilcev gospodarstva, ki so starejši od 55 let. Sprav, na eni strani tiste manj starejši, na drugi strani tiste manj mlajši, nisem vzel neke ostre meje, pri 50 letih ljudje še niso za odmet, pa vendar 14,5 napram 1 od 35 let. Tako da tukaj je zadeva kar problematična. In zakaj ne prije do tega? Na eni strani zato, ker ljudje pri 55 letih še ne izpolnjujejo pogoje za penzijo. Če recimo samo na to se obrnem. In ti ljudje tudi nimajo potem, če predajo kmetijo, nimajo zagotovljene svoje socialne varnosti za naprej. Tako da eden od vprašanj je sigurno ta. Drugi je sigurno ta, da kmetija ni podjetje. Ko se v podjetju zamenja direktor, zadeve grejo prej poslej normalno naprej, na kmetiji se zamenja generacija. In ko pride takrat, ko se kmetija predaja, takrat se ne predaja samo traktor, pa živina, pa ne vem kaj, takrat se predaja tudi socialne funkcije. Takrat tisti, ki ostane starejši, zgubi nekatere funkcije in to je zelo pomembno. Mlad jih dobi možnosti in dobi tudi zaveze, da odloča o tem, kaj bo s kmetijo naprej. In to so velike spremembe, to ni potrečeno, to ni samo tista zadeva. In tudi zato nekateri mladi, ko nekako vidijo še neke druge možnosti dohodka nekje drugje, odlašajo ta čas, ko bo vse breme padlo na njih, starejšim pa to odgovarja, ker so nekako upeljani v to, da peljejo kmetijo, pa tudi socialne varnosti za naprej nimajo zagotovljene. In nadalje, če še naprej odpiram problem, imamo spodbude za ta del, že v sedanji finančni perspektivi, to, ki jo zdaj živimo, vendar tukaj moram reči, da imam nekatere pomisleke, ravno glede višine sredstev, ta sredstva niso zelo velika. Jaz sem gledal dobrih 20 000 evrov na kmetijo tega denarja, ki je bila, recimo, če je mladi prevzemnik koristil ta sredstva, to ni zelo velik denar in še večji problem pa je ta, da se ta sredstva morajo porabiti v prevelikem deležu, po moji oceni, za investicije. Takrat, ko se kmetija predaja, je treba izplačati tudi sodeliče. In sedaj je pač narejeno tako, da se iz tega denarja to ne more zgoditi. Se pravi, takrat, ko nekdo prevzame kmetijo, ima breme tudi, da izplača ostale deliče, ki grejo iz kmetije dol, stran, in takrat nima denarja za investicije. In takrat nima lastnega denarja, lastnega deleža, da bi ga dal zraven, da bi porabil ta denar, ki ga država nudi za to, da bi se pač investiral, da bi seveda naredil korak naprej in da bi zadeve šle dalje. Tako da, to je ravno eno neugodno obdobje in zato tudi predlagamo, tudi smo se pogovarjali že nekajkrat o tem, da je v okviru sedanje finančne perspektive možno pripraviti tudi posebne podprograme programa razvoja podeželja. In mi predlagamo, da država Slovenija pripravi podprogram za mlade prevzemnike, za mlade kmete, na ta način, da bi to obdobje nekako tudi malo podaljšalo. Zdaj je obdobje 5 let, v 5 letih se mora vse to zgoditi, kar se tam zapiše, da se to obdobje malo podaljša in da tudi ni tako trdnih zavez strani prevzemnika, kaj bo s tem denarjem počel. Meni je v končni fazi čisto vseeno, če denar, ki ga dobijo država zato, ker je prevzel kmetijo, nameni ostalim dedičem v nekem, ne vem, v 10 letih, pa izpolni tisti program, ki si ga je zadal, zato, da bo kmetijo spravil na eno stopnico više. To se pravi, da mu država ne gleda doposebno v denarnico. In jaz mislim, da to je en ta del. Drugi del je pa, ne bom ponavljal, dr. Zver, tudi zelo korektno in prav ugotovil, ni samo ta del, delo na kmetiji, finančne zgodbe na kmetiji in ta finančni položaj. Gre tudi za kakovost življenja. In če bomo imeli razvito podeželje, če bomo imeli razvito infrastrukturo,
šole, zagotovljene vrtce, tudi kulturne ustanove, da ne bo treba, ne vem, za karkoli zelo daleč. Če bo ta mreža nekako primerno razvita, potem bo tudi kakovost življenja iz tega vidika boljša in bojo ljudje nekako lažje se odločati za to, da bojo ostali na kmetiji. Da ne bo nekje tam pozabljen, nekje daleč stran in karkoli bo počel, bo moral zelo daleč do teh dobrin. Mogoče ta del še, toliko mogoče iz moje strani, kot rečeno, ta zagotavljanje boljše starostne strukture na slovenskih kmetijah je vsekakor problem cele družbe. Nikakor ne samo kmetijske politike. Res je, da se kmetijska politika dotika tudi razvoja podeželja. To je vse res. Vendar, ne na področjih, ki sem jih prej omenil. Tako da je področje sociale, področje šolstva, področje kulture. To je ravno tako pomembno, nič popolnoma nič manj kot sama finančna situacija v kmetijstvu. Zato se hočemo zagotoviti neko ugodno okolje, da bojo mladi se odločili in da bojo živeli kako